Tarča dosežena, se bo Bitcoin končno pobral. No, dajmo si pogledat v tem videu. In smo na dnevnem grafu, to je Bitcoin napram dolarju. In kaj bi tukaj jaz zdaj najprej izpostavil? To sta te dva vrhova. Ta prvega smo imeli tam nekje aprila 2021, ta drugega novembra 2021. No, jaz sem te dva vrhova povezal in zelo zanimivo je bilo dogajanje v zadnjem času. Mi smo namreč tole linijo prebili, ampak kaj se je zgodilo potem? Potem smo mi naredili tukaj zelo očiten dvojni vrh in to linijo smo mi potem izgubili. Tako da tukaj bo treba kar zvesto spremljati in malček opazovati tole linijo, da se nam ne obeta slučajno kaj večjega. Napovedi o recesiji so vedno večje napovedi o recesiji in kot vemo, Bitcoin je risk on asset, torej tukaj je trg tveganega kapitala in kot vemo, v recesiji trg tveganega kapitala izgublja vrednost. Tako da tukaj bo treba paziti predvsem tole linijo, ki smo jo izgubili. Kot vidimo, smo šli od spodaj pod njo in potem smo točno to prišli testirati, če izločimo ti dve svečki, ki sta se pojavili ob Trumpovemu tweetu. No, točno to smo šli testirati in smo padali še naprej dol do naše tarče tukaj 76.000, od katere se zdaj trenutno kaže odboj. Ampak, kot sem že povedal, pri tem odboju bi jaz pazil na tole linijo. Če bomo prišli gor do nje, kaj se bo tukaj dogajalo? Zdaj, ali je konec tega padanja? Morda zaenkrat kaže na to. Imamo tukaj dno in pa nižje dno v gibanju cene, medtem ko tukaj RSI je prišel praktično do preprodanega območja in je naredil tukajle dno in pa na to višje dno. Tako da glede na to, da smo prišli do naše tarče in da imamo bikovsko divergenco, bi gledal za kakšen preobrat. Ampak to še ni nič sigurnega, je treba paziti. Tukaj preko te divergence lahko padamo še naprej dol. Zdaj, če pogledamo še tedenski časovni interval, tukaj tele meje 76.000 praktično ni. Imamo šele tukaj tole območje, ki sega od 69.000 pa vse tam dol do 54.000. In tudi tukaj je zelo očiten tale dvojni vrh, ki se je izvršil in prejšnji teden smo naredili zelo veliko prodajno svečko. Kar bi zdaj jaz spremljal tukaj na tedenskem grafu je, če smo tukaj zdaj dejansko naredili dno. Zaradi tega, ker če smo ga, imamo potem skrito bikovsko divergenco, ki lahko nakazuje na nadaljevanje rasti. In to je, imamo tukaj dno in pa višje dno v gibanju cene, ampak kot sem rekel, tukaj tegale moramo še potrditi. Medtem ko RSI pa tukaj dela dno in pa malček nižje dno že. Poleg tega imamo stokastik RSI čisto preprodan, kar trenutno kaže prednost medvedom, ampak bo treba spremljati, če se bo križal navzgor in šel ven iz tegale medvedjega modrega območja. In zakaj sem morda bolj prepričan, da bi zdaj morda lahko imeli kakšen odboj, če pogledamo Bitcoin Futures,
Pa gremo na tale graf in predvsem dnevni graf nas je zanimal. Sem jaz tukaj na dnevnem grafu izpostavil tole praznino. To praznino smo mi naredili 11. novembra 2024. Enkrat smo šli že dol, to je bilo 28. februarja, ampak te praznine nismo do konca zapolnili. Zdaj, pred kratkim pa smo šli dol in smo jo tudi zapolnili. In čeprav vidim tukaj, imamo zdaj mi novo praznino in to je tukajle zelo majhna na tam nekje 84.000. Tako da verjetnost je večja, da bomo dobili kakšen odboj. Ampak vseeno pa mislim, da Bitcoin zdaj ne bo več toliko zrastel, da bi morda lahko altcoini več zrasli, kar bom pa razkril v naslednjem videu, tako da ne se pozabite naročiti na moj kanal, da ga ne boste zamudili. Bo kar precej zanimiv. Najprej bi se rad zahvalil vsem patronom, ki s svojimi prispevki pomagajo pri vzdrževanju tegale kanala. Če morda želite postati eden izmed njih, so povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju. In seveda v zameno dobite tudi dostop do dodatnih vsebin. Tam prej objavljam videe, lahko pa dobite tudi dostop do Discorda, kjer spremljamo kriptovalute na manjših časovnih intervalih. Poleg tega pa tudi druge trge, kot na primer delniški trg in trg žlahtnih kovin. In patroni so tudi deležni dodatnih benefitov na moji spletni trgovini. Vse, kar so namreč do dneva nakupa prispevali preko Patreona, lahko na spletni trgovini uporabijo kot dobro imetje in nekateri patroni lahko tako celo nakupujejo zastonj. In ko smo že pri spletni trgovini, ne je pozabiti obiskati. Tam je zdaj že kar nekaj indikatorjev, imamo naprednejši RSI, naprednejši MFI, RSI, ki se prikazuje direktno na svečkah, MFI, ki se prikazuje direktno na svečkah in seveda tukaj je tudi ARI oziroma Asset Rotation Index. To je indikator, ki nam prikazuje, kam na kriptotrgu se premika denar, ali se premika v Bitcoin, ali v altcoine, ali v stablecoine. Vsekakor se priporočam tudi za kakšen všeček, če vam je bil tale video všeč. Komentirajte spodaj o tem, kaj si mislite, se strinjate, se ne strinjate. Vse je dobrodošlo, začnimo debato. In pa seveda obeta se še mnogo takih videov. Tukaj redno spremljamo kriptotrg, tako da ne se pozabite naročiti na kanal, da ne boste zamudili naslednjega. Tako, zdaj pa vas še lepo pozdravljam, imejte se fajn in se vidimo v naslednjem videu.